Financiranje strank, afere, medsebojna obtoževanja. Svoboda vodi preiskovalno komisijo o svobodi in financiranju svobode. A se mi zdi to res tragikomično? Se financirajo določene politične stranke, sploh na desnem polu, iz drugih virov, gospodarskih družb, medijskih. Ali ste svoje plakate, ki ste jih limali aprila 2022, plačevali s tem denarjem? Matej Tašner Vatovec, poslanec in akter odmevnega prestopa iz stranke Levica v stranko Socialni demokrati. Čeprav je vrata Levice zaradi vsebinskih razlogov za seboj zaprl, zgodba še ni končana. Dolguje nam okvirno 12.000 evrov. Gre za neplačane članarine, pojasnjuje generalni sekretar Levice Zupanc. Jaz sem leta 2022 v enem nastopu izjavil nekaj v dogovoru s stranko, kar je mogoče malo užalilo gospoda Roka Snežiča, zaradi česar me je potem tožil. Tako da smo, tako kot je praksa za vse funkcionarje v Levici, na izvršnem odboru sklenili dogovor, da se za čas trajanja te tožbe v bistvu članarina oprosti za plačevanje sodnih stroškov, ki jih plačujem sam. Boste to terjali od njega? To bomo pa videli. Se bomo pač znotraj stranke oziroma na organih pogovorili. Članarine so eden od virov prihodkov političnih strank. V Levici morajo zato njeni funkcionarji seči globoko v žep. Dobrih 500 evrov na mesec je bila članarina Tašner Vatovca. Pred leti so bile še višje. Luka Mesec je denimo plačeval 950 evrov na mesec. Tisti, ki imajo višjo plačo, pač večji delež plačujejo, kot tisti, ki imajo pač nižjo plačo. Za funkcionarje torej progresivna lestvica. Ostali plačujejo 25 evrov na leto. Lani je dobila Levica, ki ne razkriva števila članov, s članarinami približno 50.000 evrov. Stranka Nova Slovenija krščanski demokrati, ki ima približno 8.500 članov. Funkcionarji 5% neto plače na mesec, ostali od letos 25 evrov na leto, prej je bilo 20 evrov. Prihodek iz članarin približno 50.000 evrov. Zelo redno plačujejo in ne rabimo biti strogi, ker smo v tem smislu disciplinirana stranka. Veliko več denarja se je s članarinami lani nateklo v blagajno socialnih demokratov, ki imajo približno 9.500 članov. Tudi v tej stranki funkcionarji 5% neto plače na mesec, ostali 25 evrov na leto. Lani so zbrali 96.000 evrov. Mi imamo seveda letno članarino, to že nekaj let se višina članarine ne spreminja. Glede števila članov so skrivnostni v stranki Gibanje Svoboda, ki pobere med parlamentarnimi strankami najmanj denarja. Naločujejo funkcionarje od ostalih članov, vsi plačujejo enako, 25 evrov na leto. Lani so pobrali slabih 25.000 evrov članarin. Kako strogi ste? Ste koga že izključili, recimo zaradi neplačevanja članarine? Da bi bil razlog izključitve neplačljive članarine, je za našo stranko nepredstavljivo in tega ne delamo. Za podatke in pojasnila smo prosili tudi največjo opozicijsko stranko SDS. Sogovornika pred kamero nismo dobili. Stranka se je odzvala zgolj s pisnim sporočilom. Kot veleva zakon, bomo v Slovenski demokratski stranki podatke, o katerih sprašujete, v prihodnjih tednih posredovali AJPES-u in bodo v nadaljevanju tudi javno objavljeni. Po zadnjih javnih podatkih iz leta 2024 je sicer SDS pobrala največ članarine med strankami, dobrih 124.000 evrov. Članarine so manjši kos pogače strank. Največji je tisti, ki ga stranke dobijo od države. Lani nas je demokracija stala skoraj 5,6 milijona evrov. Toliko so dobile stranke, ki so na državnozborskih volitvah dosegle najmanj 1% glasov. Veliko zmagoslavje na zadnjih državnozborskih volitvah, 34,5% glasov, zaradi katerih je stranka Gibanje Svoboda danes največja prejemnica državnega denarja. Dobri 2,2 milijona evrov je dobila lani. Na drugem mestu med parlamentarnimi strankami je bila po podatkih državnega zbora SDS z 1,3 milijona evrov. Nova Slovenija skoraj 410.000 evrov iz državnega proračuna, sledi SD dobrih 400.000 in Levica približno 262.000 evrov. Denar iz proračuna dobijo tudi neparlamentarne stranke. Pogoj je torej dosežen 1% glasov na volitvah.
Zmago Jelinčič, denimo, ki se mu leta 2022 ni uspelo prebiti v parlament, je za 1,5% glasov dobil lani iz državnega proračuna skoraj 113 000 evrov. Približno 43 000 evrov pa je dobila lani stranka Demokrati Anžeta Logarja. In to kljub temu, da stranka na zadnjih parlamentarnih volitvah še ni obstajala. A ji ta denar pripada, ker je pravna naslednica stranke Konkretno. Uspešno se je lansko leto zaključilo za Novo Slovenijo. To je stavba na Dvoršakovi ulici v Ljubljani. V 2 nadstropjih ima stranka 600 kvadratnih metrov, tržna vrednost več kot 2 milijona evrov. Decembra je stranka plačala še zadnji obrok posojila, zadovoljno pove glavni tajnik stranke Robert Ilc. 10 let smo odplačevali, smo se kar trgali od ust, v tem smislu, da smo to odplačali, ne? Tako lokalni odbori in mi, centrala. Danes, pravi Ilc, stranka nima dolgov. Drugače pa Socialni demokrati, globoko v rdečih številkah. Da bi preprečili finančni zlom, so lani prodali skoraj 500 kvadratnih metrov veliko vilo na Levstikovi ulici v Ljubljani, sicer dolgoletni sedež stranke. Od kupca KD Group so dobili 1,6 milijona evrov. Ste s tem poplačali vse dolgove, ki jih je imela stranka? S tem smo poplačali večino dolgov in manjši delež nam je še ostal, kar bomo pa seveda tudi tekom tega leta dokončno poplačali. Mislim, da je tam še okoli 80 000 ostalo, se pravi, kar je prihajalo iz občinskih organizacij, potem imamo pa še za delovanje centrale, kjer je pa strošek nekoliko višji, nekaj čez 100 000 evrov, kar bomo še zaprli v tem letu. Ima pa stranka, pojasnjuje generalna sekretarka Živkovič, še vedno v lasti 7 poslovnih prostorov, ki jih oddaja. Gre za manjše pisarne, za katere dobi približno 13 000 evrov najemnine na leto. Stranke so pri polnjenju svojega proračuna odprte tudi do radodarnih članov simpatizerjev. In kdo so donatorji? Podatki, ki se ne razkrivajo in tega seveda kot politična stranka nam tudi ni treba, da jih razkrivamo. So pa te donacije v kakšni višini, od do? To so različne, od 100, 200, 1000, 1500, različno se odločajo naši donatorji. Lani je dobila stranka Gibanje Svoboda dobrih 59 000 evrov donacij. Stranka SDS, podatek je za predlani, skoraj 216 000. Socialni demokrati približno 76 000 evrov, Nova Slovenija je imela lani približno 20 000 evrov donacij, Levica pa dobrih 7 000 evrov. Za do 10-kratnika povprečne plače, če je 2300 povprečna plača, so pomeni do 23 000 evrov. To je absolutna meja, ko lahko posameznica ali posameznik da v enem koledarskem letu politični stranki donacijo. To je maks. Meja za objavo v našem poročilu pa je 1 povprečna plača, se pravi do 2300 je to anonimno, če lahko tako rečem. Na 2300 pa je pač objavljeno z imenom in priimkom in naslovom. Denar lahko strankam dajo le fizične osebe, ne pa tudi podjetja. Pa so stranke imune na njihov denar? Veliko je bilo govora tudi o tem, da denar recimo iz Darsa, GEN-I-ja, recimo odteka v te lažne spletne profile, ki hvalijo recimo vašo stranko. Govoric in takih niti ne želim komentirati, lahko jih pa ostro zavrnem. In še enkrat povem, da sem vesel, da Svoboda deluje tako poslovno, finančno, zgledno in pa predvsem znotraj pravnih okvirjev. Se pravi, nobenih povezav denarja v strani recimo podjetij? Nobenih povezav. Je bilo financiranje Gibanja Svoboda nezakonito? Je šla njegova volilna kampanja leta 2022 prek poslovanja GEN-I? To je želela razčistiti SDS. A neuspešno. SDS. V njeno financiranje so bila vpeta državna podjetja, posebno Telekom. Tako pravi preiskovalna komisija Državnega zbora, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank v obdobju 2020-2022. Pri financiranju SDS je šlo, tako komisija, tudi za denar iz krogov madžarskega predsednika Orbana. Komisije, ki jo vodi poslanka Gibanje Svoboda Tamara Vonta, pa ne zanima le prvak stranke Janez Janša. Po naših informacijah naj bi se lotili tudi preiskave v zvezi s posli njegovih družinskih članov. Sina, to drži in kaj ste ugotovili? Ja, drži. Kakšne so ugotovitve? Seveda pa ne morem govoriti o tem, kaj smo ugotovili zagotovo.
ga ne bi vabili na zaslišanja kar tako, če ne bi imeli trdnih dokazov za stvari, ki zagotovo niso v redu. Naj bi pa šlo za očitek pretakanja denarja z Nove24. To je absurd, šlo je le za mesečno vzdrževanje. Če se tako pišeš, si hitro na tapeti, pa v telefonskem pogovoru z nami pravi Žan Janša, ki se ukvarja z računalništvom. V povezavi z SDS pa tudi odmevno posojilo v višini 450 000 evrov. Denar si je leta 2017 stranka izposodila od Dijane Đuđić, bosanske državljanke, kot posrednik se je omenjal Rok Snežič. Ob izbruhu afere je SDS posojilno pogodbo razdrla. Nova Slovenija je pod drobnogledom preiskovalne komisije Državnega zbora zaradi strankarskega inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka. Inštitut je nikakor in nikoli ni bil vod stranke za financiranje. V času, ko je Ministrstvo za infrastrukturo vodil Jernej Vrtovec, podpredsednik Nove Slovenije, so prek javnih razpisov dobila posle tudi podjetja Riko Kolektor, podjetja Darija Južne ter Gorenjsko gradbeno podjetje. Ta ista podjetja so bila pozneje, tako ugotavlja preiskovalna komisija, radodarna do strankarskega inštituta. Kolektor mu je dal približno 66 000 evrov, Riko dobrih 55 000, podjetja v lasti Darija Južne 37 000, Gorenjska gradbena družba pa 20 000 evrov donacij. Inštitut naj bi prek fiktivnih pogodb plačeval ključne ljudi Nove Slovenije. In sicer glavnega tajnika stranke, njegovega namestnika, mednarodnega tajnika ter 2 predstavnika za odnose z javnostmi. Torej tudi Ilca, sicer solastnika inštituta, ki je v stavbi Nove Slovenije. Med letoma 2020 in 2022 naj bi zaslužil prek stranke 54 000 evrov, prek inštituta pa 50 000 evrov. Na tem inštitutu ni nihče zaposlen trenutno, niti ne takrat, ko so ta komisija ugotavljala, mislim, da ne. Stranka ima v tem trenutku zaposlenih 5 ljudi, ki so v rednem delovnem razmerju. Kako pa to, da niste recimo vi med njimi? Ker sem se pač tako odločil, da želim delati kot samostojni podjetnik, to mi omogoča tudi, da delam tudi za koga drugega in statut stranke omogoča, da stranka nima, bom rekel, poklicnega glavnega tajnika. SDS ima inštitut dr. Jožeta Pučnika, SD pa inštitut 1. maj. Leta 2022 ga je ustanovila predsednica SD Tanja Fajon in nekdanji glavni tajnik stranke Klemen Žibert. Za najem prostorov, v zdaj že nekdanji strankini vili, je inštitut, njegovi prihodki so večinoma donacije, plačeval SD 13 500 evrov na mesec. Sum prikritega financiranja stranke? To je bila najemnina tržna, zato smo imeli, se pravi, narejen izračun tržne najemnine, tako da na podlagi tega je bila tudi pogodba pripravljena. Čeprav v stranki zanikajo obvodno financiranje in trdijo, da najemnina ni sporna, so pogodbo z inštitutom prekinili. Odločitev predsedstva stranke. Kako pa je z morebitnim spornim financiranjem Levice? Med ustanovnimi člani inštituta 8. marec je tudi minister Maljevac. Je ta inštitut obvod financiranja Levice? Ne, inštitut 8. marec ni obvod za financiranje, ker poslovno pa finančno z njimi ne sodelujemo. Še celotni prihodki strank, ki sicer dobijo denar tudi od občin. Gibanje Svoboda je imelo lani v svoji blagajni 3,2 milijona evrov. Stranka SDS, ker stranka lanskega prihodka še ne razkriva, podatek za predlani, dobri 2,4 milijona evrov. SD lani približno 1 milijon evrov prihodkov, Nova Slovenija približno 900 000, najmanj pa Levica slabih 397 000 evrov. Dobrih 408 000 evrov je na zadnjih državnozborskih volitvah leta 2022 zmaga stala stranko Gibanje Svoboda. Približno toliko bo šlo v kampanjo letos, napoveduje generalni sekretar stranke. Ne predvidevamo nobenega kredita. Ga je pa stranka v višini 1 milijona evrov najela pred zadnjimi državnozborskimi volitvami. SDS pred 4 leti z okoli 660 000 evrov težko kampanjo načrtov še ne razkriva. Kampanjo nameravamo financirati z lastnimi sredstvi. Priprava finančnega načrta za kampanjo je v tem trenutku še v teku, zato o konkretnem znesku v tem trenutku težko govorimo. Nam pišejo iz stranke SDS. Nova Slovenija je pred 4 leti porabila za kampanjo približno 660 000 evrov, pa tokrat... Jaz mislim, da bomo tam blizu 500 000. Približno toliko napoveduje tudi SD, ki bo najel bančno posojilo. Za to posojilo se še dogovarjamo, računamo nekje 200
200 000 evrov. Več kot še enkrat toliko kot leta 2022 pa namerava v kampanjo vložiti Levica. Planiramo, da bomo porabili 300 000 evrov. Smo do 250 000 evrov prihranili, ostalo bo pa pokrito z donacijami. Računsko sodišče je od leta 2022 zaradi ugotovljenih nepravilnosti glede volilnih kampanj, sicer ne le državno-zborskih, podalo obdolžilne predloge na ljubljansko okrajno sodišče za 5 strank. Se pa te nepravilnosti najpogosteje nanašajo na ali neupravičene stroške kampanje, na to, da so stroški plačani iz neustreznega računa, ali pa da stranka dobi kakšen prispevek, ki je nedovoljen in ga potem ne nakaže v humanitarne namene, kot zahteva zakon. Stranki Naša dežela je sodišče naložilo 10 000 evrov globe, Socialnim demokratom 3 000, SDS pa na prvi stopnji 40 000 evrov stranki in 9 000 evrov globe odgovorni osebi. 2 stranki, Konkretno in SLS, sta še v postopku.